Urša, pozdravljeni. Pogovarjamo se o projektu Ekologov brez meja, star papir za novo upanje, ki ravno zdaj v aprilu mesecu dosega svojih nekaj viškov. A nam lahko predstaviš ta projekt in poveš, kako se lahko kupci v Kavčku stranke, v Kavčku lahko vključijo v vaš projekt? Projekt Star papir za novo upanje poteka že tretjič. Letos smo mu namenili malo več pozornosti, ker smo želeli pravzaprav malo razburkati javnost, da zopet premislimo o surovinah, o odpadkih, ki nas obdajajo in predstavljajo vir novih surovin. Veliko govorimo o varčevanju, pa tudi o dobrodelnosti, ampak vedno samo z finančnega vidika. Torej, cilj projekta je, da povemo, da se da biti dobrodelan tudi s papirjem, torej doniranjem, zbiranjem papirja. Kako to lahko naredijo? Ideja akcije je torej takšna, da se zbira papir. Vabljeni so tukaj k sodelovanju tako organizacije, šole in vrtci kot posamezniki. Za vse organizacije velja, da se na akcijo prijavijo. Dinos, ki je partner tega projekta, brezplačno dostavi kontejner na dan, ki se dogovorijo, in potem ga brezplačno tudi odpelje. Posamezniki lahko sodelujejo pa tako, da se udeležijo oziroma prinesejo papir v Dinosove centre, ki so po celi Sloveniji, preko 20 jih je, ali pa na našem spletnem zemljevidu, ki je na spletni strani ebm.si /papir. Pogledajo, če je mogoče v njihovi bližini, v njihovem kraju, kak kontejner šole, kakšne druge organizacije in lahko papir prinesejo tudi tja. Skupaj zbrana sredstva te akcije potem v polovici bomo vrnili šolam v sorazmernem deležu. 40% bomo namenili izbrani ideji iz natečaja. Natečaj v tem trenutku že poteka. Ves teden se glasuje na naši spletni strani za eno od idej, kateri torej namenimo del sredstev. Mogoče povem, katere so. Podpiramo oziroma razmišljamo o aplikaciji za naročilo drv, ker pač glavna tematika natečaja je bil ta žledolom, potem o zasaditvi avtohtonih dreves in o obnovi planinskih poti. Torej, ideja, ki bo prejela največ glasov pri spletnem glasovanju, bo prejela del sredstev, zmagovalec pa bo razglašen v soboto, 12. aprila, na papirnatem dnevu. To je pa poseben dogodek, nekako ga imenujemo kot vrhunec akcije. Zgodil se bo v BTC-ju, na parkirišču ob dvorani A, ob Kristalni palači. Gradili bomo nekaj velikega iz papirja, s tem želimo prikazati vrednost, ki jo papir ima, recimo temu, da mu damo novo upanje. Potekalo bo vrsto delavnic, nastopali, predstavili se bodo nekateri ambasadorji, torej predvsem se pa želimo fino imeti tudi ob tem, da smo dobrodelni in da zbiramo odpadke kot novo surovino, namenjamo temu delu potem v prihodnje več pozornosti. Časa za sodelovanje poleg tega viška, tega osrednjega dogodka, ki je to soboto, je pravzaprav do konca aprila meseca. Tako, prijave so ves čas odprte, pravzaprav so odprte že ves mesec marec. S tem mislim seveda za organizacije, šole, vrtce in podjetja. Pri tem moram poudariti, da ni tako zelo pomembno, s kakšno količino sodelujete. Na nek minimum smo seveda morali pristati in to je 100 kg, kar je približno toliko kot poln prtljažnik avtomobila. Torej, ni potrebno, da imate toliko papirja, kot je en kontejner, ker za manjše količine smo uredili tudi odvoz papirja. Torej, prijavite se in potem se kombi oglasi na dan, ko se dogovorite in vam papir odpelje. Sicer pa posamezniki lahko pripeljejo na ta odlagališče, na Dinosova zbiralna mesta, katerokoli količino starega papirja, ki jo lahko prinesejo. Tako, teža ni pomembna, ne? Ne. Posameznik lahko prinese tudi manjši paket, torej v Dinosove centre, po celi Sloveniji so, ali pogledajo, če v njihovem kraju sodeluje kakšna organizacija, knjižnica, šola ali vrtec in donirajo njim. Možno je pa tudi v Ljubljani dati papir v BTC-ju, kjer stoji velik zabojnik na tem parkirišču ob hali A. Tudi tam bo stal kontejner ves čas do konca akcije, do konca aprila. Hvala lepa. In še veliko tovrstnih projektov v prihodnosti. Še to naše geslo je, mi zbiramo.